Odprite svoje oči in vidite mnoge duše okrog vas. Postanite Samarijan. Jezus vas kliče, da ljubite drug drugega. Misionarji upanja. Misionarji v digitalnem svetu. Sledite Jezusu. Vsi ste dobrodošli na tem mestu. Misionarji upanja. Misionarji v tem digitalnem svetu, kjer ni distance, kjer ni oddaljenosti. Prisluhnite temu, kar se ne sliši. Prisluhnite pripovedovanju srca. To je izkušnja nikoli tako enkratna. Objemite vse, kajti vi ste misionarji v digitalnem svetu. Prinašate Jezusa drugim in vsi ste dobrodošli na tem področju. Misionarji na tem digitalnem svetu, vsakdo je dobrodošel na tem mestu. Vsi, vsakdo, vsi, vsakdo. Pojdite in napravite vse ljudi moje učence. Hay lugar para todos, todos, todos. E il male non prevarrà. Kajti slabo ne bo zmagalo. Vi ste moje priče v Jeruzalemu, vse do konca zemlje. To je digitalno področje, digitalni misijon. Pogledajte okrog sebe, toliko duš je okrog vas, ki vas obkrožajo. Postanite Samarijan, kakor vas kliče Jezus. Misionarji upanja. Misionarji v tem digitalnem svetu. Sledite Jezusu. Vsi vi ste dobrodošli, kajti vi ste misionarji v digitalnem svetu. V digitalnem svetu, kjer ni razlik, kjer ni oddaljenosti. Sedaj pa vsi skupaj. Prisluhnite temu, kar se ne sliši. Pripovedujte temu, kar vam ima povedati vaše srce. Kajti to prižge ogenj, vžge
nov ogenj in objemite to z celotno ljubeznijo. Misionarji upanja v digitalnem svetu. Prinašajte Jezusa, kajti vsi vi ste dobrodošli na tem mestu. Misioneros en el mundo digital, fronteras ni distancias, para todos hay lugar. Vamos a decir todos, tutti, everyone, ¿sí? Vamos juntos. ¡Que se escuche! Todos, 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 everyone, everyone, tutti, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, tutis, tus, tus, everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, tutti, 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 everyone, everyone, Vsakdo, todos, everyone, everyone, tus, tus, v različnih jezikih. everyone, everyone, peregrinos de Misionarji upanja, misioneros en el mundo digital. misionarji v digitalnem svetu, kjer ni oddaljenosti. Peregrinos de esperanza, Misionarji upanja mundo digital. v digitalnem svetu. Prinašajte Jezusa. Vsi vi ste dobrodošli. Ama a tutti incondizionalmente. Dice, todos, 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 everyone, everyone, tutti, tutti, everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, tus, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, tutti, 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 everyone, everyone, todos, 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 everyone, everyone, tus, 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 everyone, everyone. Dio ci vuole bene. Dio vi ama Bog nas ljubi, Bog nas vse ljubi non prevarrà. in zlo ne bo prevladalo. Nelle mani di Dio. Vsi smo v Božjih rokah. Jubilee of Digital Missionaries! Dobrodošli na prvem jubileju digitalnih misionarjev. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran, Paula? Yo estoy Sem Paula, I'm Paula Vega, I'm from Spain. Paula Vega iz Španije. English today. Soy Paula Vega, mucho gusto a todos. Govorila bom tudi v angleščini. A Juan Camilo, hablar en y español. en algunos momentos estaremos hablando en Spanglish. Parliamo italiano, Nekaj trenutki bomo govorili tudi v španščini. Everyone. Yes, we're so excited. We're so excited to be here. Tako smo navdušeni, Have a great time together. zelo smo veseli, da smo danes tukaj. But now, let's get started. What do you think? why don't we sing the song again, no? Preživeli bomo čudovit dan. Más tarde. Ok, muy bien. Vamos a comenzar en este momento. A bi lahko zapeli pesem? Hermano al fratello Mattia. In Él es un sedaj vam predstavljam brata Matija. Let's welcome Matthias. On je manjši brat, kapucin. Dobrodošel, Matija. Rosy es la coordinadora del equipo. Rosi je pa naša Welcome koordinatorica Rosie, who is the coordinator of the iz Italian team. italijanske ekipe. Dobro jutro vsem. Buongiorno a tutti e a tutti, ciao. Dobar dan vsem. Pozdravljeni. Allora, Mattia, Dobro. cominciamo. Abbiamo questo Matija, začnimo. enorme, siamo Imamo to čast, sono tanto emozionato. ogromne čustva so v nas, smo zelo navdušeni. Sicuramente fantastica. Vidite, vsi tukaj Allora, però smo zelo srečni in s srcem pričakujemo ta dan, ki bo zagotovo fantastičen. Eminenza, grazie, benvenuto in mezzo a noi e grazie per iniziare con noi questo giubileo.
Pozdravljam eminenco kardinala Pietra Parolina, državnega sekretarja Vatikana. Eminenca, hvala in dobrodošli med nami. Hvala, da ste z nami začeli to jubilejno leto. Prosim, da vstanete in bomo začeli to z molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Pridi, stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno. Ime je tvoje tolažnik in dar Boga najvišjega. Ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari. Pridi, Sveti Duh, in poglej v srca svojih vernih in žgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo, Bog, ki je poslal Svetega Duha, da bi razsvetljeval svoje verne, naj nam podeli njegovo delovanje v nas, da se bomo veselili v njem. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Lahko sedete. Cari giovani, cari comunicatori della rete, cordiale saluto a tutti voi. Dragi mladi, Venuti a Roma per questo giubileo dei missionari digitali e prisrčen pozdrav vsem vam, ki ste prišli v Rim na jubilej digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev. Zdi se mi, da je zelo bogata in lepa izkušnja videti vas, ki se običajno srečujete v družbenih omrežjih, danes tukaj v živo skupaj. V skupnosti med seboj in celotno cerkvijo, da bi proslavili jubilej upanja. Med nami in cilj družbenih medijev je tudi posredovanje informacij, vendar menim, da je tisto, kar nas kot ljudi zaznamuje, tisto, kar nas resnično dela ljudi in žive, sposobnost, da si zastavimo vprašanja. Zdi se mi, da je to današnje vprašanje, poleg vseh tistih, ki jih zgodovina postavila cerkvi, kako lahko digitalni svet, okolje, ki hitro spreminja družbene dinamike in globoko vpliva na naš način bivanja v svetu, kako lahko digitalni svet posreduje vero. Modrost cerkve nas uči nekaj poti, po katerih lahko poskušamo odgovoriti na to vprašanje. Biti v svetu, a ne biti od sveta. Biti v času, a ne biti od časa. Ali povedano v jeziku družbenih omrežij, be in the world, but not of the world. Bodite v času, vendar ne bodi od časa. Bodite v svetu, vendar ne bodite od tega sveta. To se od nas zahteva, da bi pričali v resnici srečanja, ki deluje v času in ga presega, ga spreminja. To, kar doživljamo in kar smo sami ustvarili s svojim prizadevanjem, ni le tehnološka sprememba, ampak prava sprememba dobe. Kulturna sprememba, ki vpliva tudi na dojemanje časa, odnosov, dostopa do informacij in pomena, ki ga temu pripisujemo.
V tem scenariju misija cerkve ni La missione della Chiesa non può essere in ne more biti pasivna ali pa nekaj naključnega. Njena naloga je, da skozi srečanje z Bogom ponudi smisel in smer. allo stesso tempo Hkrati zahteva pozorno, aktivno, dialoško in misijonsko držo, sposobno brati znamenja časa z očmi vere in srcem Jezusa. Digitalna tehnologija ni več le eno od orodij, močnejše od drugih, ampak je postala jezik, okolje, način življenja v našem svetu. Ob tej spremembi cerkev ni poklicana, da ponavlja vnaprej določene sheme, ampak da razsodi, kako v tem novem scenariju zvesto in ustvarjalno ponuditi evangelij. Govoriti o digitalni misijonu ne pomeni zmanjševati evangelizacijo na tehnično ali komunikacijsko vprašanje, ampak priznati, da je digitalni del načina, kako vedno več ljudi misli, čuti, išče in se povezuje. Zato moramo bolj kot strategija govoriti o prisotnosti. Prisotnosti, prežeta s človečnostjo, pričevanjem evangelskega življenja in pripravljenostjo na dialog, poslušanje in potovanje z drugimi tudi v spletu. V tem smislu ni toliko pomembna učinkovita vsebine, ampak sposobnost cerkve, da priča o Božji bližini, v okolju, ki je lahko neosebno ali frenetično, pogosto prežeto sovraštvom, lažnimi novicami, lažmi. Digitalno misionarstvo pomeni prevzeti ritem, rane, vprašanja in iskanje tistih, ki živijo v tem prostoru, ne da bi se podali anonimnosti in površnosti. Skušnjava, protagonizem. Da bi namesto tega ponovno odkrili lepoto Kristusovega bivanja, življenje v skupnosti cerkve in tako prinesli upanje, ki nam ga daje Gospod Jezus, vstal in živ, danes enak, danes, včeraj in vedno. Eden od dragocenih prispevkov, ki ga cerkev in s tem tudi vsak od vas lahko ponudi na tem področju, je relacijski pogled na osebo, oseben pogled na osebo, ki izhaja iz tega, da smo podoba in tempelj Svete Trojice. V času, ko se vezi lahko razdrobljujejo ali manipulirajo zaradi različnih interesov, ki zmanjšujejo dostojanstvo osebe, krščanska vera opominja, da je vsaka oseba obraz, ne profil, in da je njena zgodba sveta zgodba, ne le niz podatkov. Zato digitalna misija vedno zahteva krščanski slog, ki daje prednost resničnim srečanjem, predvsem pogovorom, služenju pred protagonizmom, skupnosti pred individualizmom, potrpežljivost pred naglico, resnica pred tem, kar je všečno. Evangelizirati v digitalnem svetu ni privilegij tistih, ki obvladajo tehnologijo, ampak je odgovornost vseh, skupna za vse, ki živijo v našem času in so prejeli dar vere, in je posebno poslanstvo za tiste, ki jim je Gospod dal posebne talente za delovanje v tem okolju. Vaša naloga je tudi, da si zamislite nova digitalna orodja, nove platforme, nove gospodarske modele. Naš ljubljeni in žalovani papež Frančišek je na svetovnem dnevu mladih panovi Marijo imenoval za Božjo vplivnico, zaradi njenega poguma, da je rekla da in zaupala v Božjo ljubezen in obljube, edina sila,
ki je sposobna vse obnoviti. Papež Leon nas je 20. junija pozval, naj odkrijemo, da ima prava modrost več opraviti s priznavanjem resničnega smisla življenja, kot z razpoložljivostjo podatkov. Prenoviti digitalno okolje je izraz, ki čaka vse vas in vsakega od vas. Občutite to kot svoje poslanstvo in občutite te dni kot priložnost za rast v tem smislu in tem prizadevanju. Naj vas Gospod blagoslovi vse, blagoslovi vaše delo, vaše poslanstvo, vaše služenje in srečno jubilejno leto. Hvala lepa. Hvala, vaša eminenca, še enkrat hvala za vaše besede. Naj v naših srcih odmeva to, kar smo v svetu, vendar ne od sveta. Poskusimo stopiti v to perspektivo, ki nam jo je zapustil govornik. Sedaj pa že pozdravljamo monsignorja Rina Fisichella, pro-prefekta dikasterija za evangelizacijo in odgovornega za organizacijo jubileja 2025. Grazie eccellenza per essere in mezzo a noi. Hvala, da ste tukaj med nami. Cari amici, dragi prijatelji, dobrodošli na tem jubileju. Non è un caso che insieme a Monsignor Ruiz, Lucio e i suoi collaboratori Ni naključje, da smo skupaj z monsignorjem Luizem, Lučom in njegovimi sodelavci izbrali prav začetek jubileja mladih, da boste lahko o njem poročali na čim bolj dosleden način. Na vas je velika odgovornost, da poročate o tem, kar se dogaja v teh dneh. Vidite, še posebej sem vesel tega srečanja. Ko govorimo o evangelizaciji, poudarjamo evangelizacijo, vsebino evangelija. Pogosto pa pozabljamo, kdo oznanja ta evangelij in koliko ljudi je teh, ki evangelizirajo. To so ljudje. To srečanje bo zaveza, da poudarimo in združimo vsebino z ljudmi. Evangelizacija ni mogoče opravljati brez tistih, ki oznanjajo. Vendar tisti, ki oznanjajo, ne morejo biti takšni, če sami ne čutijo potrebe, nujnosti te evangelizacije in da so evangelizirani tudi sami. Rad posredujem besedilo preroka Izaija, ko je v Svetem pismu prvič pojavi izraz evangelij. To je stražar, ki stoji na trdnjavi Sion in vidi prihajati nekaj ljudi, ki oznanjajo osvoboditev iz suženjstva. Prav. Prerok pravi, kako lepe so noge tistih, ki prinašajo lepo novico. Na internetu ne vidimo nog, vidimo obraze. Rad bi povedal, kako lepi so vaši obrazi, ki prinašajo lepo novico evangelija. Nikoli se ne bojte predvideti, da ima upanje obraz, da ima upanje ime, da se upanje imenuje Jezus Kristus, Božji sin. In pred tem velikim izzivom ostaja za vse nas želja, da odkrijemo nekaj globoko resničnega. Ko ste evangelizatorji, predvsem prek interneta, v tem velikem aeropagu, ki je internet,
Uspeli ste ustvariti to in je veliko zadovoljstvo tudi krščansko skupnost. In vedite, da je prva naloga zavest, da smo vedno le orodje. Mi nismo končni cilj, mi smo le orodje. Orodje milosti, mi smo orodje za prinašanje evangelija. Mi smo ljudje, ki srečujemo druge ljudi. V času, ko se zdi, da tehnologija prevladuje, želimo upozoriti, da je medsebojno srečanje tisto, kar nas najbolj zavezuje. Srečevati obraze, srečevati zgodbe, srečevati izkušnje in vedeti, da smo to priče. Sveti Pavel VI je v programskem dokumentu Evangelii Innuncianti, ki je veljaven še danes, napisal: sodobni svet ne posluša več z veseljem učiteljev, ampak priča. In če posluša učitelje, je to zato, ker so priče. Poskrbimo, da tudi mi posredujemo to besedilo. Današnji svet ne posluša pljuvnežev, posluša priče. In če posluša pljuvneže, je to zato, ker so priče. Zato je pred vami velik izziv, da se zavedamo, da smo orodje Božje milosti, oznanjamo evangelij, da bi zbudili vero. Toda kot nas pominja apostol, vera prihaja iz poslušanja. Naš veliki izziv je ta, da smo sposobni odkriti vrednost višine. Tišina je tista, čeprav se zdi paradoksalno, želimo biti sogovorniki, moramo v tem našem dialogu biti sposobni odkriti pomen poslušanja. Resnično sogovornik, ki zna prisluhniti, tako odkrijemo poslušanje. Resnično dejansko poslušamo, izhaja poslušanja iz tišine. Danes smo pogosto navajeni soditi dejansko učinkovito, kot pa poslušamo. Reči, da je bilo bolje, predvsem za tiste iz moje generacije, da je bilo bolje, ko smo bili mladi, je velika napaka. Danes moramo vsi biti v položaju, da čim bolj poslušamo. Veliki izziv vere. Vaš veliki izziv je še enkrat ta, da pomagate odkriti vrednost poslušanja, ker vera izhaja iz poslušanja. Zato bodite pogumni in veliko sreče. Gospod vas blagoslovi. Hvala za vaše besede. Pomembnost poslušanja. Prihajamo iz mnogih delov sveta. Draga Rosi, nekateri so se danes zjutraj zbudili zelo zgodaj. Ja, res, moj sin je povedal, da je odšel iz Trsta in da se prav danes vozi proprio questa bellissima staffetta che stiamo facendo tra il giubileo degli influencer e quello dei giovani. In fondo è un tutt'uno. Grazie davvero e grazie del suo intervento. Hvala vam za vaš prispevek. Allora adesso passiamo al prossimo intervento. Sedaj prihajamo k naslednjemu prefetto del Dicastero della Comunicazione, il dottor Ruffini. In to bo Paolo, eccolo. Grazie. Buongiorno Paolo. Castello za comunicazione, dottor Ruffini, Paolo Ruffini. Davanti a tantissimi giovani, no? Possiamo dire che forse siamo un po' boomer, un po' più, no? Se io penso, ho avuto il mio primo cellulare a 27 anni. I bimbi che nascono oggi da smo nekaj posebnega, boom, nekaj, kar differenza abissale. E quanto la Chiesa kar je nekaj izjemnega.
Paolo è sicuramente una persona che negli anni ha Če pomislim na to, da sem pri 27 letih imela moj prvi mobilni telefon, otroci pa se danes rodijo in imajo že in so obkroženi z umetno inteligenco. Pomislimo samo na to razliko. Più grande sia voi, no, che mostrate questo impegno nell'entrare, no, dite dei boomer che poi diciamocelo non è con vero, orgoglio, non è con vero, orgoglio. c'è un grande Esatto. impegno e costanza. Grazie. Grazie Paolo, ci siete, vero? Ci siete? Sì? Sì? Se dico todos. Hvala, a ste tukaj prisotni, a ste prisotni vi tukaj, če rečem vsi, vsakdo? A je odziv? Da, hvala. Dober dan, tudi od mene. Hvala resnično, da ste tako številčni. Tudi jaz ponavljam, kar je rekel Pavel, kar je rekel kardinal pred nami. Kardinal Parolini, je lepo, da srečamo v živo, ko smo tukaj nekateri, vsaj nekateri izmed vas srečali le pred digitalnimi orodji. Lepo je, da se srečamo v živo, da smo tam, da se vidimo, da smo v tem auditoriju, kraju, ki že v svojem imenu nosi obljubo srečanja in poslušanja. To smo romarji upanja in gledamo iz oči v oči v prostoru, ki je zasnovan. Perché senza di lui non sareste qui. Hvala tudi quasi da solo e con Lucio, il gruppo di volontari che lo hanno aiutato. Ki je tudi, kajti brez njega ne bi bili tukaj, ker je resnično naredil vse. Hvala. Auguro con tutto il cuore a tutti noi che sia un tempo benedetto di ascolto, di preghiera, di conversione e che ci dia la forza per un nuovo inizio. In nam da moč za nov začetek. Dobrodošli tisti, ki ste lahko prišli. Ali ki niste mogli prišli zaradi zakonodaje migracije v času vojn, hinavščine, laži, a tudi v času veselja, skupnosti in lepote. In tisto, kar nas je poklicalo sem in nas združuje, je močnejše od vsake oddaljenosti, od vsakega zla in tudi od padcev, napak, ki jih je vsak od nas storil in jih bo storil. Ker smo ljudje, nismo popolni, seveda nas združuje mrežje, digitalna tehnologija, družbeno mrežje, splet, vendar to ni bistveno. Vsaj po mojem mnenju, in to ni temelj našega upanja. Če dobro pomislimo, je bila cerkev mreža že preden je splet postal mreža. In tisto, kar nas resnično globoko povezuje, je veliko več kot mreža, ki smo jo zgradili in ki jo bomo še naprej gradili, da bi bila vedno lepša. Je večja in je veliko več, ker nas ne presega, ne izhaja iz nas, ampak iz Boga. In prav zato nas dela del našega, del enega samega ljudstva, njegovega ljudstva, ker ni več Judov in Grkov, kjer smo eno v Kristusu, ena vera, en krst, en Bog v Božjih očeh. Tutti battezzati in tutto il mondo, tutti discepoli missionari nel tempo che viviamo. Smo misionarji, polni obetov in tveganj, in to je skrivnost cerkve. Mreža ljudi in ne algoritmov, še manj pa enih chatbotov. Mreža ljudi, vsak drugačen od drugega, noben ni popoln, ki postane eno, samo zaradi edinega krsta, istega edine vere. Mreža, v kateri nihče ni v središču, ampak kot nas je spomnil
papež Leon, da smo njen del, bi morali imeti željo, da ne da izginejo, da ostane Kristus, željo, da postanejo majhni, da bo on in ne mi poznani in slavljeni. Če smo tukaj za jubilej, nismo zato tukaj, da bi merili svojo veličino, moč in razširjeno svojih blagovnih znamk, ampak da bi se skupaj veselili trenutka in skupaj pravili osebno in kolektivno preizkušnjo vesti, vsi mi, jaz prvi, o tem, kakor Cerkev pričujemo v Božjem kraljestvu v našem času. Uporabil bom vprašanje papeža Frančiška, ki jih je zastavil nekaj dni pred sprejemom bolnišnice v Gemelli na začetku tega jubilejnega leta, malo pred svojim trpljenjem in smrtjo, da bi pomagal sebi in vam pri tej preiskavi, ki zadeva prav nas. Kako sejemo upanje sredi tolikšnega obupa, ki nas prizadeva in nas izziva? Kako zdravimo virus razdora, ki ogroža tudi naše skupnosti? Ali našo komunikacijo spremlja molitev ali pa na koncu komuniciramo Cerkev, morda s prejetjem pravil digitalnega marketinga? To so močna, velika in težka vprašanja, tako kot naša misija, ki je govoriti Jezus, jezik sveta, ne da bi bili, kot je bilo rečeno pred kratkim, od sveta. Vprašanje, ki nam pomaga razumeti, da sami ne moremo ničesar, vendar nam pravijo, da moramo nekaj storiti, nekaj veliko stvari, veliko lepih stvari, ki jih delate vi, začenši pri nas samih. Podatki nam kaže, da družbeni mediji postajajo primerni vir informacij, izobraževanja odnosov, vendar nam hkrati kaže tudi, da postajajo vir dezinformacij, razpada in osame. Mislim, da je zdaj na nas, da na vseh nas skupaj, da se izpraznimo samih sebe, da se napolnimo z Božjo radostjo, da pričujemo, da je mogoče izogniti se tej drastični spremembi, da se ji ni treba prepustiti in da je mogoče vržemo mrežo na drugo stran, mrežo veselja in skupnosti. Vsak od nas pozna vedno bolj nejasno mejo med nesmiselnostjo in iskanjem smisla, med sindromom strahu, da bi kaj zamudili in odkritjem časa, med strahom pred izključitvijo, ki vodi do kompulzivnega brskanja. Je radost edinstvenega, izključnega. Celo meja med mnenji in dejstvi je na družbenih omrežjih vedno bolj zabrisana, nadomestila jo bo vse bolj razširjena praksa ustvarjanja čustveno pristranskih, nadrealističnih, zavajajočih vsebin, morda v upanje, da se bo tako ustvaril konsens. Ni pomembno, če je to minljivo, saj nas žene iluzija, da cilj upravičuje sredstva. Ampak to ni naše pravilo. To ni pravi način, to je past, v katero se vsaj mi ne smemo ujeti. Kaj torej storiti? Seveda ne moremo ostati mirni, seveda se ne moremo zateči v drug čas, imamo dolžnost, natančno dolžnost, da vsak opravi svoj del tukaj in povsod, kjer živimo. Cerkev, ko rečem cerkev, mislim na vse krščeno potrebuje medijsko pismenost, medijsko in digitalno pismenost. Potrebujemo stalno izobraževanje, vedno moramo razmišljati o poti, ki ni nikoli osamljena. In nikoli ne smemo pozabiti, da je naša misija skupna. To je pravilo, da se ne izgubimo, da se nikoli ne ločimo drug od drugega, da se nikoli ne ločimo od skupnosti, da imamo eno samo srce in eno samo dušo, da nikoli ne spremenimo skupnosti v javnost in javnosti v blago, s čimer bi sami postali blago. Naša vera ni individualistična in še manj potrošniška, ampak skupnostna. To smo danes tukaj. Zato smo tukaj veseli dokazovanje tega. Izolacija v skupnosti, otroška bolezen, digitalne dobe, virus, ki se goji in včasih celo povzroča za druge gospodarske in močne namene.
Toda nihče se ne more rešiti sam, niti sami ne bomo resnično rešili nikogar. Tistim, ki nas sledijo, tistim, ki se z nami identificirajo, moramo ponuditi alternativo. Ne nadomestek resnico srečanja, ne minljivost, veselje srečanja z Jezusom, ki je spremenil naše življenje. Skupnost ni abstrakten pojem, ni gneča reakcije na istem mestu, je deljenje kruha, je skupna molitev, kot bomo to počeli v tednih. Moliti s petjem, bomo to počeli o veličini, pričevali bomo o veličini in radosti, ki nas spominja. V cerkvi ni veliko in ni majhnih. Obstaja le nesorazmernost enotnosti med nami in Bogom, ki je Oče, edinstvenosti izjemnega odnosa, tako nepredstavljiva, da ga vedno težko v celoti razumemo, a tako lepo, da ga moramo deliti na vsak način, še posebej na izjemne načine, ki nam jih omogoča digitalna tehnologija. In potem tudi osebno, kot to počnemo danes. Postati misijonsko vključevanje, da smo kot mreža dobra zemlja, kjer se korenini Božja setev, zato verjamemo, da smo tukaj, da skupaj razumemo, kako premagati mehanizem, prijatelj, sovražnik, ki še danes osnažuje naše odnose, tudi na družbenih omrežjih, da razumemo, kako se približati drugim, tudi v digitalnem svetu, ki je resničen, da bi delil, da je mogoče ljubiti tudi sovražnike in da je ustvarjanje sovražnikov skušnjava. Tukaj smo, da svetu pričamo, da ne potrebujemo idolov, ki gojijo kult lastne osebnosti, da bi ponovno našli čistost pogleda najmanjših, da bi rešili naš čas pred razočaranjem, ki ubija vse sanje, in ga rešili pred tveganjem izgube edinstvenosti vsakega odnosa pred komercializacijo. Tu smo, da spremenimo odnos med vplivneži in sledilci v skladu s krščanskim paradigmom, tistim, ki pravi Jezus pridi in misledi. Da bi razlikovali med šovom, nastopom, ki išče le oboževalce, in iskrenim deljenjem, ki ustvarja prijatelje v enakopravnem odnosu, da bi ponovno povezali virtualno prisotnost z realno, da bi bili vedno in v vsakem primeru popolnoma prisotni. Hvala, da ste tukaj, resnično hvala za vsakega izmed vas. Grazie al dottor Ruffini. Hvala, dottor Ruffini. Grazie davvero. Grazie perché Paolo ci hai ricordato questo da nas je Pavel spomnil, da ne smemo biti nikoli razdeljeni, ampak moramo biti vsi skupaj. Menim, da je to resnično bistveno za nas v tem digitalnem svetu, ker želimo biti skupaj, ne le med seboj. E soprattutto per una grande gioia, cioè quella di essere in Cristo uno. Ecco, questo è l'unico. Siamo tutti e quindi camminare insieme così. Smo tukaj vsi in predvsem zaradi velike radosti, da smo tukaj v Kristusu eno, da smo tukaj in nas cerkev združuje. Zato smo veseli, da smo tukaj in poslušamo te besede, ki so za nas vodilo. Sedaj prihajamo k zadnjemu gostu na odru v tem trenutku in to je Monsignor Lucio Ruica, sekretar dikasterija Svetega sedeža za komunikacijo. Lucio Ruica. Lucio, everyone, Lucio. Sono matti, è vero? Sì, siamo un po' matti, Lucio, è vero, però diciamoci una cosa, che hai un grande merito di avere messo tutti questi matti qua insieme
e soprattutto con una visione. Da malo smo burjeni nori, luče to je res, ampak povejmo si eno stvar, da imate veliko zaslug, da ste nas zbrali tukaj, da ste zbrali te norce tukaj in predvsem z vizijo, da hodimo v cerkvi in za cerkev, kot smo si rekli, skupaj, da zavestno živimo v tem digitalnem svetu. Hvala. Vi ste naš vodnik, prijatelj in oče. È molto bello vedervi qua, siete tanti. Zelo lepo vas je videti tukaj, neverjetno iz 75 držav. Dobrodošli. Dragi misionarji, digitalni misionarji, dragi katoliški vplivneži, dal più profondo del cuore iz srca a tutti voi, a ciascuno vsakemu izmed vas, vsakemu želim dobrodošlico. Dobrodošli. To je vaš dom. Vi ste dobrodošli, kajti to je vaš dom. To je dom Matere Cerkve. Da uživate v nežnosti. Bienvenue. Cette journée vous fasse ressentir la présence de l'Église. Ste dobrodošli. Naj vam ti dnevi pomagajo občutiti prisotnost Cerkve, nežne Matere, ki hodi z vami. Čutite njeno prisotnost v sebi. Pravim, dobrodošli. Sejam os artífices do que desejan experimentar. Vivan no corazón. Živite to, kar je v vašem srcu. Na igreja. E prima di parlare alcune cose importanti. In preden spregovorimo o nekaterih pomembnih stvarih digitalne misije misionarjev, bi rad povedal nekaj malenkosti. Najprej, hvala. Srčno hvala, da ste sprejeli povabilo. To povabilo je srečanje, ki kaže univerzalnost Cerkve in misije. Bodite tudi predstavniki vseh tistih, ki niso mogli priti, in jim prinesite navdušenje, da ste misijonska cerkev, romarska cerkev. Hvala, da ste prišli kljub velikim stroškom in temu, da ste morali pustiti veliko stvari. Hvala za vašo nesebičnost in izjemno velikodušnost. Oprostite. Oprostite. Oprostite vse, kar morda ni šlo povsem po načrtih, vendar vedite, da je bilo vse narejeno z veliko ljubeznijo in z veliko predanostjo vam. Predvsem bi rad izrazil, rad bi vam povedal, da smo molili za vsakega od vas in vas darovali kot dragocen zaklad v mašni daritvi, ki jo darujemo vsak dan. Sprejmite ta izziv. Če bo organizacija imela omejitve v mnogih stvarih, vas prosim, da te omejitve premagate.
Ne pustite, da te omejitve pokvarijo ta trenutek. Bodite ustvarjalci tega, kar želite, da ta dogodek je. Bodite ustvarjalci. Dajte temu dogodku vse življenje, ki ga želite, da ga ima. Na zadnje, na zadnje bi rad na kratko pojasnil ime, ki smo mu ga dali, in to je jubilej digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev. Želeli smo predstaviti velik objem, kot je kolonada na trgu Svetega Petra, ki, kako ste videli, objema svet, ker to postane prostor kot vsi digitalni prostori. Da bi objemali vse, da bi objemali tiste, ki živijo, pričajo, da je Gospodu na toliko različnih načinov, bodi si z neposrednim pridiganjem in torej digitalni misionarji, bodi si s posrednim, ki pa vedno govori o Gospodu. In veliko je katoliških vplivnežev, ki živijo katolištvo v svojem vsakdanjem delovanju. Ime nima hermeneutičnega ali semiotičnega pomena, ampak pomeni objem za vse, da bi ponudili prostor za sprejemanje ljubezni Cerkve, ljubezni Matere Cerkve za vas, da bi srečali vse v veliki skupnosti in da bi vam povedali, da smo z vami. Po teh kratkih vodnih opombah bi rad usmeril našo pozornost na nekaj temeljnih elementov naše misije in naše prisotnosti v digitalnem svetu. Za začetek pa naj navedem besede angela, kako me je Oče poslal, tako vas pošljem, tako in tudi jaz vas pošiljam. Pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij vsakemu bitju. In to je tudi prehod v prvi točki. Zavedati se moramo, da nas je poklical Gospod, in to je prva točka, bistvena točka, ker je vir in izvor naše vere, naših darov, naših talentov, poklica, poslanstva, ki smo ga prejeli. Poglejmo Devico Marijo, veliko vplivnico pri Bogu, kot je dejal papež Frančišek. Magnifikatu pravi, vsi rodovi me bodo blagoslavljali. In ona je vedela, že tedaj je vedela, da bo imela veliko privržencev, vse rodove. Vedela je, da bo imela veliko privržencev za vse rodove. Pero ella misma sabía de dónde venían los dones. Vedela je tudi, odkot prihajajo darovi, in to pojem Magnifikatu, ker je Gospod meni storil velike stvari. Zato se ne motimo, ne zamenjujemo, kje je veličina in kdo je vir vseh darov, ki jih imamo. Da se zahvalimo za te darove, da jih obrodimo. Preidimo na točko tehnologije. The second is coming. As the foundation of the mission, the witness Vaš misijon je pomemben za Cerkev, kakor fundament. Fundament te misije je, bodite priče v vašem življenju.
Misionarji postanete, ker ste apostoli, ker ste tisti, ki ste prijeli Božjo besedo in jo prenesli v vaše srce in razum. Ne moramo dati Gospodu tega, kar nimamo, če ga nosimo v svojem srcu in ga ne živimo v svojem življenju. Naše duhovno, osebno življenje, naše srečanje z Gospodom v tišini, v trenutkih brez besed in seveda brez mobilnih telefonov. To je bistveno za misijo, za misijon, intimnost, ki pozna ljubezen, da lahko kontempliramo velike stvari, ki jih je On storil za nas, zame. In tretja točka je, da postanete Samarijani. To je beseda, ki jo je izumil papež Frančišek. To je ključ vsakega misijona. To je ključna točka, ki nas postavlja v središče Evangelija. Beseda dobrega Samarijana ne le na novo opredeljuje, kdo je bližnji, ampak tudi kdo je duhovnik in vernik, ki ima resnično vrednost pred Bogom. Pozornost do bolečine je ključna točka, ki prinaša Božje usmiljenje. Božje usmiljenje v naše življenje. Naš misijon v digitalnem svetu ni ustvarjanje vsebin in njihovo objavljanje, ampak srečevanje z ljudmi, pomoč tistim, ki so padli, v dajanju upanja tistim, ki iščejo, v spremljanju vseh, ki trpijo. Razmislimo, kako izvajamo svojo misijo v digitalnem okolju in razmislimo, kako se Jezus počuti zastopan v našem načinu prisotnosti v digitalnem svetu. Četrta točka je predvsem v vrednosti prvega oznanjevanja. Teh je veliko. Pogosto nas vprašajo, kakšna je vrednost poslanstva v omrežju v tem digitalnem svetu. Jasno je, da evangelizacija na družbenih omrežjih nima in ne more imeti značaja polnosti. Vendar, ko vas gledam v vseh teh letih, ko vidim, kaj ste dosegli v teh letih, ne dvomim, da je vaša velika vrednost je prav v oznanjevanju prvega oznanila. Tisto majhno oznanilo, ki pride na pravo mesto v pravem trenutku, ki zna biti prisotnost, ko ga oseba med brskanjem po mobilnem telefonu potrebuje tisto pravo besedo v tistem trenutku. Vendar moramo priznati in se dobro zavedati, da predmet evangelizacije ni posameznik, čeprav je to čudovito, ampak cerkev. Mati cerkev. Mi smo misionarji kot cerkev, kot Kristusovo telo. Če nekateri pravijo prvo oznanilo, morajo drugi to negovati in uresničevati.
in pomagati drugim verjeti. Zato se kot cerkev potrebujemo drugega. Zaupajmo celotni cerkvi. No nos separemos de nuestros pastores, no nos separemos de ninguno en la iglesia. Quinto punto, unity. Peta točka, enotnost. Jesus said, they may all be one. Jezus je rekel, da bodite vsi eno, kako si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nas, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Ta stavek je izredno pomemben. Zakaj? Ker za nas, za naš čas, če smo razdeljeni, bodo tisti, ki nas poslušajo, na koncu polarizirani. Morda bomo imeli več privržencev, vendar bomo uničili Kristusovo vrednost. Razdelili bomo njegovo telo. Morda bomo zmagali, vendar Bog bo izgubil. Zato prosim, skrbimo za enotnost. Nikoli se ne spopademo med sabo. Naj naš čas in naše moči omogočijo svetu, da verjame, da je Oče poslal Jezusa. Preidemo k šesti misli in to je tudi zadnja misel. Hvala za vašo misijo. Bog ne želi opraviti svojega dela ljubezni brez bistvenega sodelovanja človeka. Ponovno pogledamo Marijo. Bog je potreboval njen odgovor, da se je utelesil in nas odrešil. Marija kaže, v kolikšni meri sodelujemo z Božjo besedo v Božji skrivnosti. Zato bi danes tukaj rad vsem vam rekel hvala. Hvala vsakemu od vas. Hvala, ker ste pritrdili da ste pritrdili z da. Hvala, ker ste hoteli živeti, pričevati in darovati Gospodu v omrežjih, v prostorih, v svojem življenju. V digitalnih prostorih. Hvala, ker ste tvegali, da ste pokazali svoj obraz in svojo eksistenco, svoj obstoj. Hvala za vaše ustvarjalno poslanstvo. In zadnja točka, nova misijonska stran cerkve. Cerkev je po svoji naravi misijonska. Vedno je bila in vsi mi smo misionarji po krstu, ki smo ga prejeli. Misija cerkve ima vedno dinamiko utelešanja binkošti in zato se vedno uteleša v vseh kulturah. Zato jo je treba vedno razumeti v jeziku tistih, ki nas poslušajo, kot nam pravijo binkošti. Zato danes v tem svetu, tej novi digitalni kulturi cerkve odpira novo misijonsko stran cerkve, ki se pridružuje vsem drugim poglavjem v zgodovini cerkve.
Cerkve, ki je bila vedno misijonska. Zato vam danes želim povedati. Cada uno de ustedes sean conscientes. Vsem vam želim reči, bodite zavestni svojega poklica, bodite odgovorni za dar, ki ste ga prejeli, ostajajte združeni s svojimi pastirji, ker se cerkev ustvarja v cerkvi. Dragi misionarji in misionarke, dragi vplivneži in vplivneži v tem novem misijonskem poglavju cerkve, bodite vi, tako kot Marija, pisci. Pojdite do konca zemlje, do konca sveta. Pojdite in prinesite upanje, ki nam ga je dal Jezus. Hvala lepa. La pace sia con tutti voi. Mir bodi z vsemi vami. Open your eyes and see so many souls around you. They cry out in need of love. They are longing from a place within. Ô Samaritain, entends Jésus qui t'appelle. Aime chacun un cœur fidèle. Peregrinos de esperanza, misioneros en el mundo digital. Bringing followers to Jesus. All are welcome in this place. Say it. Peregrinos de esperanza. Misionarji upanja. Misionarji v tem digitalnem svetu, kjer ni distance, kjer ni oddaljenosti. Bodite v tem svetu dobrodošli. Prisluhnite temu, kar se ne sliši. Prisluhnite temu, kar govori srce. Kajti ta izkušnja vam daje novo gorečnost Jezusa. Jezus. Zato recite, misionarji upanja, pojdite po vsem svetu, prinašajte Jezusa. Vse po celem svetu. Yo creo que les falta cantar un poquitito más, ¿sí o no? Yeah, are you having fun? Yeah, you're having fun, right? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estáis? Bene. Kako ste? Ali ste v redu? Trying to learn Italian. Welcome again. What's next? Can you tell us? ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Kaj bo naslednja točka, kaj pričakujemo, o čem bomo govorili. Thank you so much for coming, all of you. We know that you've come from all over the world. Slišali smo, da ste zares dobrodošli, kajti dobrodošli ste vsi, ki ste prišli iz različnih delov sveta, iz različnih področji. Más de 58 países estamos aquí. Un aplauso para todos ustedes. Ali slišite to pesem vsi, ki ga vsi pojete iz vsak v svojem jeziku. Ahora sí los vemos muy bien. Okay, thanks for the light. Sedaj en este momento tenemos la siguiente actividad y se llama Conectados en la Palabra, Connected by the Word. More than just Wi-Fi or a hashtag, today is Word Unite Us. It's a dynamic way to embark together in the experience. Danes nas povezuje. No solamente con un hashtag
Danes nas povezuje ne samo digitalni svet, ampak tudi svet v resničnem. Tako je David McCollum, ki je tudi član komisije za metodologijo, sodeloval pri sinodu škofov in je tudi znan moderator v sinodi sinodalnosti. Sodeloval je pri sinodi, zato očetu Davidu McCollumu želimo dobrodošlico. Dober dan. Ne morem vas videti, vendar pa lahko slišim vašo energijo, čutim vašo energijo. To je velika podoba, ki naredi vtis, moramo reči. Ste tukaj, ste prisotni. Ob vseh vas vplivnih se počutim resnično majhnega, morda me na Instagramu sledi 5 oseb, zato je zame resnični privilegij, da sem danes tukaj z vami in lahko resnično priznam neverjetno delo, ki ga upravljate, da povezujete ljudi prav zaradi izkušnje Jezusa. Do zdaj smo slišali veliko lepih in navdihujočih besed, vendar bi vas zdaj rad povabil, da preidete od izkušnje, ki se dogaja tukaj in izkušnje, ki se dogaja tukaj v nas. Ali se s tem strinjate? Poskusil vas bom tudi povabiti, da to izkušnjo delite z drugimi. Zato bi rad, da 30 sekund razmislite. Kaj me je danes ganilo ali pretreslo? Vas je kaj globoko dotaknilo? Ali ste pretreseni od česa? Tudi mene je pretreslo. Ganilo me je ena stvar, da smo poklicani, da smo v sveti, vendar ne od sveta. To je zelo pomembno, mogočna stvar. Ali čutite to napetost, morate to povedati na glas, ali lahko poveste na glas, da. Zato bi vas rad vprašal, kaj ste danes jutraj čutili ali doživeli od trenutka, ko ste vstopili v to dvorano, ki je za vas na nek način posebna. Ko boste pripravljeni, boste čutili, da ste pripravljeni, vas prosim, da za nekaj minut z drugo osebo delite, kar je bila ta stvar in zakaj je na nek način posebna.